različne generacije narode. 8.10.2009 smo svečano obeležili začetek ruske steze. To smo naredili iz spoštovanja do graditeljev ruske steze. Ta dogodek je bil tudi prvi korak, ki je poglobil odnos dveh slovanskih narodov, ki jo veže skupna zgodovina, ruska pot, ki so jo začeli graditi leta 1917. Ime je dobila po ruskih ujetnikih, ki so jo pretežno tudi gradili. Poleg ruskih vojakov je bilo nekaj Čehov, Slovakov in Poljakov. Bivali so v šotorih na tenis igrišču, gozdu nad vilo Zankov. Kuhinja je bila postavljena na današnjih malih iglah. Pot je začelo graditi 47 ujetnikov. Zima 1917-18 je bila zelo ostra in nekaj ujetnikov ni dočakalo pomladi. V mesecu oktobra 1918 je bila 1224 metrov dolga sprehajalna pot, ruska steza dograjena in se v takšni obliki ohranila tudi danes. Oziroma 10 let nazaj je na pobudo takratnega vodstva rimskih term, kot tudi lokalno pobudo lokalnih ljudi, kjer je bila tudi gospa Kapurn zraven in vsi ostali, ki so takrat sodelovali pri postavitvi obeležja ob tej ruski stezi, se je dala ruski stezi nek nov pomen. Dolga leta je bila ta ruska steza nekaka zamolčana zgodba tu med nami, vsi smo jo poznali, nihče pa ni nekako podal vsem, ki so prihajali v Rimske Toplice. Res je tudi, da so Rimske Toplice dolga leta nekako bila zgodba, ki ni prinašala nekega ponosa temu kraju, vendar pa z obnovo teh rimskih term pred dobrimi 10 leti je Rimske Toplice dobilo novo zgodbo novih rimskih term, na katero smo lahko danes vedno bolj ponosni. In jaz sem prepričan, da bo tudi novi lastnik, ki je prišel sem pred 5 leti, mislim, da 2013-14, da bo še dodatno vlil nekega novega zagona v turistični razvoj Rimskih Toplic in da bo Rimske postale v bodočnosti prav tak biser, kot so bile pred Prvo svetovno vojno. Vse pa danes je v bistvu poseben dan, obiskala nas je dejansko visoka ruska delegacija v spomin na tiste dni in jaz mislim, da si z vsakim dnem, z vsako takšno proslavo, vsakim takšnim obeleževanjem dobivamo novo zgodbo za bodočnost, na katero jaz mislim, da jo vsi nestrpno pričakujemo in da bojo naši zanamci na njo tudi ponosni. Seveda vam pa danes želim en lep dan tu in seveda obilo dobrega druženja, ker druženje je tisto, ki naredi turizem, turizem smo ljudje in ljudje, ki se srečujemo, tisti, ki tu živimo in tisti, ki k nam pridejo, ustvarjajo neko novo kvaliteto življenja. Hvala vsem nastopajočim, hvala vsem krajanam, občanom ter prijateljem ruske steze za skrb pri ohranjanju njene lepote. Veseli me, da je ruska steza tako priljubljena, sprehajalna točka in lepo obiskana. Še enkrat hvala za vaš obisk. Po zaključku dogodka vas vljudno vabim na prijetno druženje v kavarnju princese Виктория на покушину русских доброт. Хвала. Переплетение судеб наших народов, особенно годы Первой, Второй мировой войны. На территории Словении более 80 памятников и памятных мест, связанных с событием того периода. И во всех населенных пунктах, во всех городах. Rad bi se iskreno zahvalil vsem vam, ki ste se zbrali tukaj v Rimskih Toplicah glede današnjega dogodka. Ta dogodek veliko za nas pomeni, veliko pomeni za nas tudi skrben odnos Slovencev do ohranjanja zgodovinskega spomina, tudi spomina na naše sorojake iz časov Prve in Druge svetovne vojne, na prepletenost usod naših dveh narodov v tem času. Zdaj v Sloveniji je 80 takih spominskih točk, grobišč, spomenikov, ki so posvečeni spominu ruskih in sovjetskih vojakov iz časov Prve in Druge svetovne vojne.
Na vsake od teh točk veleposlaništvo vsakoletno izvaja spominsko prireditev in v teh letih se je v Sloveniji praktično izoblikovali vsake od takih občin cele skupine, skupnosti ljudi, ki skupaj z nami skrbijo za te spomenike, ohranjajo spomin, iščejo podatke o preminulih v tem času. In zahvaljujoč tudi temu delu skupaj s Slovenci nam je uspelo, da recimo v zadnjih letih najdemo več kot 3000 imen preminulih iz časa druge in tudi prve svetovne vojne. In zato smo res zelo hvaležni vsem Slovencem, vsem podpornikom te naše pobude. Rad bi obenem tudi omenil, da mi vodimo podobno delo tudi na ruskem ozemlju, kjer nam je uspelo s pomočjo teh, ki z nami sodelujejo v Rusiji, da najdemo okoli 100 imen Slovencev, ki so tako ali drugače znašli na ruskem ozemlju v času prve in druge svetovne vojne in so tam zgubili svoje življenje, in da se na podlagi tudi teh podatkov izoblikovala pobuda, ki se zdaj izvaja, pobuda o postavitvi slovenskega vojaškega spomenika v Moskvi, v parku Zmage na Pokloni gori. To je praktično center mesta, zelo ugleden kraj. Torej na ta način tudi sodelujemo na tem spominskem področju. Rad bi še enkrat izrazil veliko hvaležnost vsem vam, ki ste se zbrali, da počastite 100. obletnico spomina na te naše ruske vojake, v glavnem Ruse, ampak tudi ljudi drugih narodnosti, ki so bili v tem času državljani Rusije, ki so tu pred 100 leti gradili in zgradili to stezo, ki se zdaj imenuje Ruska. Hvala lepa. Первой мировой войны. И когда переполняют эмоции, вот во мне эти эмоции, они бывают так, материализуются в виде стихотворной рифмы. Случилось это... Jaz bi rad omenil to, da sicer naša prireditev je posvečena 100. obletnici spomina na ljudi, ki so tu v Rimskih Toplicah pred 100 leti gradili mirni objekt, turistično stezo. Druga pomembna stvar za današnji čas je to, da smo se zbrali takrat, ko cela Evropa praznuje 100. obletnico konca prve svetovne vojne. Ko po celi Evropi je veliko ljudi, ki so izpolnjeni z čustvi, ki so navezani na njihove prednike, na usodo njihovih držav v teh težkih časih. In ko so ljudje izpolnjeni s čustvi, jih morajo izraziti, v meni to ponavadi poraja kakšno pesem. In prav to pesem, ki je posvečena ruskim vojnim ujetnikom iz časov prve svetovne vojne, ki so gradili Rusko cesto in druge take objekte, je posvečena pesem, ki bi jo vam rad recitiral. Ноябрьский день. Число 17. От чувств державных пламенея. Pozdravljam tudi vse nastopajoče in ustvarjalce današnjega kulturnega programa in tega dogajanja. V govorih gostov pred menoj smo veliko slišali o zgodovini in nastanku ruske poti, ki je danes poimenovana Ruska steza. Osebno so mi najbolj ostala v spominu naša druženja na takratnih športnih objektih, igriščih v bližini steze, igranje košarke in nogometa. Družabna druženja v večernih, nočnih urah, kakor tudi prvi ljubezenski zmenki, ki niso smeli manjkati na tem prostoru s čudovito duhovno močjo in pozitivno energijo.
Gospod Rakelov, vam in vaši ekipi sodelavcev se zahvaljujem, da odlično nadaljujete in skrbite za razvoj in napredek najstarejših term v Sloveniji z več kot 2000-letno tradicijo. Naključje ali ne, je tudi to, da z rusko stezo nadaljujete delo pripadnikov vašega naroda, saj nam je znano, da so rusko stezo začeli graditi v veliki večini ruski ujetniki. Želim si, da tako uspešno, kot do sedaj, nadaljujete vaše delo, saj s kančkom sodelovanja z našimi krajani, društvi, da skupaj obudimo nekdanji sloves vaših in naših term in krajev. Za vse, kar ste storili, smo vam neizmerno hvaležni. Vsem nam pa želim še veliko prijetnih trenutkov v idiličnih kotičkih pod pobočjem našega stražnika.
Hvala. In sedaj naprej po ruski. Hvala. Ima prste bor. Hvala, hvala vam. Не сбивайся, так до поклону, мама. Ampak tu noter, da ga imamo pitati. Tu je bil... Osnovje kuka